Lepo pozdravljene, drage prijateljice in prijatelji, miroljubni protestnice in protestniki za čisto pitno vodo. Danes smo že na 7. shodu protestu za čisto pitno vodo in proti Jankovićevemu nasilju in zlorabam. Kot vidite, Janković, veliki gradbenik, še vedno gradi, še vedno ni uspel popraviti svoje sobe. Verjetno bo to toliko časa, kot bomo mi tukaj, ampak mi bomo tukaj, če bo treba, tudi vsa 4 leta. Bomo videli, kakšna navodila imajo delavci danes, se bodo tudi danes žagali na prazno in ali bodo tudi danes tolkli po odru, ali bodo tudi danes na prazno štemali. Bomo videli, kaj mi je Janković naročil. Nič nas ne bo ustavilo, tudi če bodo delali vse to. Pravzaprav, če nas koše s takimi primitivnimi ovirati, nam daje samo še več moči in korajže, še bolj vemo, da smo na pravi poti. Janković se trudi zadnja 2 meseca medije in vse državljanke in državljane Slovenije, še posebej pa Ljubljane, prepričati, da je drekovod vodotesen, se pravi, da ne pušča. In se spomnite, poplave so bile 4. in 5. avgust, že 8. avgusta je nagnal direktorja Voke Polutnika, da je razlagal, kako je drekovod čisto v redu in da nič ne pušča. Potem smo imeli 12. septembra sejo odbora, na katerem je rekla pristojna vodja oddelka, da so do 12. septembra, se pravi, poslušajte, od 8. avgusta, ko je Polutnik rekel, da drekovod ne pušča, do 12. septembra je rekla, da so uspeli pregledati 80% drekovoda in da so ugotovili, da ne pušča. Se pravi, na podlagi česa je govoril Polutnik 8. avgusta. Lagal je. No in seveda v prejšnjem tednu ste lahko videli, da je Janković angažiral še Krištofa Mlakarja, direktorja holdinga, ki je prav tako govoril, da je vse v redu. Ali jim verjamete? Ne verjamemo. Ne verjamemo prvi zato, ker za svoje trditve, da drekovod ne pušča, niso do sedaj pokazali še niti enega dokaza, nobenega testa vodotesnosti. Naslednja zadeva. Na prejšnji seji mestnega sveta sem predlagal, naj se ustanovi neodvisna strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki tehničnih strok in naj neodvisno pregleda drekovod in ugotovi, kakšno je stanje. Janković je to zavrnil.
če je vse v redu. Če bi bilo vse v redu, ni nobenega problema, tudi če je 1000 komisija, ne. Samo da se prepričamo, da je vse v redu. Se pravi, vse to je dokaz, da lažejo in da ni res, da drekovod ne pušča. Drekovod pušča in ne bomo verjeli, dokler ne bomo tega videli. In potrebno, nujno potrebno je izvesti vse tehnične ukrepe za ugotovitev tega, predno se bo karkoli spustilo v ta kanal. Pa še nekaj treba povedati. Mi nimamo nobene druge izbire, kot da smo tukaj. Če Janković zastrupi to vodo, nimamo nobene druge vode, ki jo lahko pijemo. Ta zbirnik zagotavlja več kot 90% vse vode, ki Ljubljančanke in Ljubljančani spijemo. Mi druge vode nimamo, zato se bomo za to vodo borili do zadnjega. Opcija, da bi jo razpustila zdaj noter. Sedaj pa vabim k besedi mojega prijatelja, predsednika mestnega odbora SDS Ljubljana, Aleša Hojsa. Hvala lepa, Aleš. Spoštovane protestnike, spoštovani protestniki, lep pozdrav tudi z moje strani. Kar nekaj časa je že od takrat, ko sem zadnjič nastopil tukaj in vsakič, ko me Aleš povabi, sicer ne morem, a zdi se mi prav, da če se le da, pridem in vas nagovorim. Zakaj? Kot veste, naš Zoran Janković rad odpira, naš župan, rad odpira in reže trakove na končanih investicijah v mestu Ljubljana. Ne zgolj tistih, ki so investicije mestne občine, ampak tudi tistih, kjer so privat investitorji. Zato, da se ve, da brez paše se v pašaluku nič ne zgodi. In tako je bilo tudi pretekli teden. Pretekli teden, ko se je odpiral Schellenburg, je bil tam največja zvezda gospod župan. Njemu so peli slavo, govorili so, kako je on zaslužen za ta projekt, obenem pa seveda niso razkrili, da se tam prodajajo stanovanja od 6000 evrov po kvadratnem metru, pa vse do vrtoglavih 12000 evrov na kvadratni meter. So pa nam razkrili nekaj drugega. Razkrili so, da je prav, da ima vsak narod elito in da če te elite ni, je narod zgolj amorfna tvorba. Seveda so imeli v mislih, da je elita tisto oziroma tisti, ki zmorejo tako božjasno drage nakupe. Spoštovani, jaz vam pravim ne. Sam sem kot elito vedno sem si predstavljal vrhunske državnike, znanstvenike, zdravnike, inženirje, pisatelje, pa tudi kmete in delavce, torej vse tiste, ki vedo in znajo v družbi pustiti pečat. Pustiti pečat zato, da bo naš narod obstal in da bo naša država obstala. Torej, niso elita tisti, ki se merijo s tem, koliko imajo pod palcem. No, ampak že kakšen dan prej ali pa kasneje se je v medijih zapisalo, da naj bi tam imel pregrešno drago stanovanje tudi županov sin. Torej, ne sicer pod svojim imenom, ampak pod imenom nekoga drugega. In lahko se vprašamo, zakaj je potrebno, če te navedbe držijo, imeti stanovanje pod imenom nekoga drugega. Je morda Boscarol kaj skrival? Je Aleš Trancar kot direktor SIA Separation kaj skrival? Ne. Oba lahko mirne duše označimo kot elito slovenskega gospodarstva, ki sta svojim znanjem, trudom, delom ustvarila marsikaj. Ne da bi skrivala.
ne da bi skrivala. Očitno je pri gospodu Jankoviću to drugače. Pa nista elita, ta dva gospoda, pa še mnogi drugi, zato, ker bi toliko ustvarila, ampak zato, ker sta del tega, kar sta ustvarila, dala, darovala družbi, svojemu okolju, državljanom. Se kaj spomnite, kaj je v teh preteklih letih ta mega menedžer, ki danes službuje na magistratu, daroval slovenski državi, slovenskemu narodu? No, čisto nič ne. Jaz se spomnim vsaj 40 milijonov evrov, ampak ne kot donacijo, kot dolg, ki ga je socializiral in ga plačujemo danes vsi. Žalostno. Kdo pa je potem amorfna tvorba, če je Janković elita? Smo to mi, ki protestiramo tukaj proti njegovi samovolji in očitnemu izigravanju zakona v primeru izgradnje kanala C0. Ja, morda bi si kdo želel, da bi smo to mi, a jaz vam povem, mi to nismo in nikoli ne bomo. Protestirali bomo vse doklej, dokler ta družba ne rata pravna država za vse, ne zgolj za nekatere. Nismo in ne bomo pasivni in v primeru kanala C0 naj povem še nekaj strokovnih zadev. Zakon o varstvu okolja v 50. členu nedvomno določa, da je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje pred začetkom izvajanja posega, vkolikor gre za poseg, ki tako presojo zahteva. Celo več, zakonodajalec je uzakonil, da je v takem primeru potrebno izvesti integralno presojo, integralno gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da se sočasno z izdajo gradbenega dovoljenja opravi tudi presoja vplivov na okolje. Seveda, gospod Janković tega ni naredil in seveda tudi danes s svojimi pritožbami na upravno sodišče in na ne vem katero sodišče še izigrava pravne postopke. Gre za dejstvo, da je za poseg izgradnjo kanala C0 in nadgradnjo čistilne naprave, ki tudi po uredbi sami presega 150 tisoč populacijskih enot, potrebno v postopku, integralnem postopku ugotoviti, ali ta investicija vpliva na okolje in zgolj na podlagi tega je možno izdati gradbeno dovoljenje. Sodišče je med drugim eksplicitno zapisalo tudi tole. Poslušajte, na to se Janković rad sklicuje. Tudi sklicevanje na to, da je projekt kanala C0 izpolnjevanje obveznosti, ki jo ima Republika Slovenija na podlagi slovenske in evropske zakonodaje, je brezpredmetno, saj te obveznosti investitorja MOL, torej tudi po mnenju sodišča, nikakor ne obvezujejo od zahtev, ki jih za izvedbo posegov v prostor predpisujejo evropski in slovenski predpisi. Torej, ne zadostuje, da rečeš, to moramo zgraditi zaradi Evrope in se obenem požvižgati na ostalo zakonodajo. Ne gre, tovariš Janković, ne gre. Mirne duše pa lahko danes tu pred sejo mestnega sveta rečemo, da pa imamo precej veliko amorfno tvorbo. Ta sedi v mestnem svetu in imenuje se svetniška skupina Liste Zorana Jankovića. Ste kdaj, če spremljate prenose, pa le dajte jih, boste opazili, da oni ne diskutirajo, oni ne razpravljajo,
oni ne dajo svetniških pobud, oni ne postavljajo svetniških vprašanj, ampak oni zgolj čakajo, da jim veliki vošč pove, kako pri tej točki glasujemo. Potem pa vsi kot eden dvignejo roko. Pa ne? Celo tam, kjer ljudje na terenu, torej tudi njegovi svetniki v četrtnih odborih, glasujejo proti urbanističnim posegom ali kakšnim drugim, ki jih v svojo okolico ne marajo. Naj navedem dva primera, recimo glasovanje na četrtnem odboru v četrtni skupnosti Spodnje Šiške, kjer so pravzaprav vsi negirali oziroma bili proti obnovi, ki se predvideva na hotelu Bellevue, ali pa zadnji primer četrtni skupnosti Črnuče, kjer večinsko želijo, da se v novogradnji, tako kot je bilo v prostorskem aktu predvideno, zagotovi tudi prostor za vrtec. Torej tudi v teh primerih, kjer so njihovi ljudje, njihovi občani, njihovi svetniki proti takim rešitvam, na koncu amorfna tvorba tu zgoraj glasuje po Jankovićevem navodilu. No, kdaj pa se ta amorfna tvorba pretvori v tudi negibljivo tvorbo, nepokretno tvorbo. To se je zgodilo v tem tednu dvakrat. Opozicija je želela razpravo na odborih vezano na vrtec v Črnučah in pa na nekatere druge prostorske akte v Ljubljani. In ker seveda tam tega ne vodi veliki vošč, ampak vodijo svetniki sami, je edini način, da se upreš tej razpravi, da se upreš tomu, pod narekovaji seveda upreš, da ljudje, svetniki ne morejo razpravljati, to, da te enostavno na sejo ni. Torej, si predstavljajte, bojkot svetniških skupin z liste Zorana Jankovića in pa Gibanja Svobode za to, da se na odborih mestnega sveta ne da razpravljati. Kaj vam potrjuje bolj to, kot da gre za amorfno, nepokretno tvorbo? To, spoštovani, je elita pod narekovajem seveda, ki vodi ljubljanski mestni svet na čelu z tovarišem Zoranom Jankovićem. Naj na koncu ponovim stavek, ki sem ga tu povedal že zadnjič, pa velja še sedaj in izgleda, da bo veljal še kar nekaj časa. Ni zgolj kanalizacija tista, ki v Ljubljani smrdi po dreku. Večina Jankovićevih projektov, javnih, zasebnih in tistih, v katerih je kakorkoli udeležen, smrdi. Pa ne po dreku, smrdi po korupciji. Živela Slovenija! Hvala lepa, Aleš Hojs. Od zadnjega shoda se je ogromno zgodilo. Med drugim sta odstopila dva ministrica oziroma minister in ministrica. In sicer minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan in ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik. Oba dva sta bila na ministrstvih, ki so zelo pomembna, ko gre za zaščito čiste pitne vode. In sicer minister Uroš Brežan je naredil dve strahoviti napaki v času svojega ministrovanja in je močno prispeval k ogrožanju čiste pitne vode v Ljubljani. In sicer podpisal je nezakonit aneks gradbeni pogodbi za gradnjo kanala C0, ki je bil nezakonit. Pogodba se je iztekla že leta 2019, on pa je podpisal aneks pogodbi, ki ni bila več veljavna. Druga njegova velika napaka pa je, da ni nadaljeval boja za ničnost gradbenega dovoljenja, ki je bilo izdano
na napačnem upravnem organu in v napačnem postopku. Namesto Ministrstva za okolje ga je izdala upravna enota Ljubljana in namesto da bi bil postopek, v katerem bi bilo skupaj izdano gradbeno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje, je bilo izdano samo gradbeno dovoljenje. Minister Vizjak je izdal odločbo o ničnosti tega gradbenega dovoljenja. Sodišče smo na enem od prejšnjih shodov natančno razložili, je protizakonito odločilo, da je gradbeno dovoljenje vseeno veljavno. In namesto, da bi minister Uroš Brežan nadaljeval z bojem, ki ga je začel minister Vizjak, je odstopil od pravnih sredstev. Zato Uroš Brežan je slab minister in bolje, da je odstopil. Minister za javno upravo je pa tudi zelo pomemben v teh postopkih. Zakaj? Zato, ker je minister za javno upravo pristojen za upravne enote. In upravne enote izdajajo med drugim tudi gradbena dovoljenja. In kot rečeno, ko je bil minister za javno upravo Uroš Koritnik, je upravna enota Ljubljana izdala nezakonito gradbeno dovoljenje, ki ga sploh ne bi smela izdati, ker ni bila za to pristojna in v nezakonitem postopku. Koritnik bi moral kaj narediti? Razveljaviti, izničiti to gradbeno dovoljenje. Ampak seveda, ker je bil Koritnik Jankovićev človek, tega ni naredil. In ker je ogrozil Ljubljansko vodo, ga je Janković naredil s čim? Imenoval ga je za svojega podžupana. In to je še danes. Boštjan Koritnik si je zasluge Boštjan Koritnik si je zaslugo za to, da je Jankovićev podžupan pridobil s tem, da je ogrozil Ljubljansko vodo. In, verjetno ste slišali, Boštjan Koritnik je najresnejši kandidat na Jankovićevo pobudo za novega ministra za javno upravo. Janković točno ve, da na Ministrstvu za javno upravo rabi zanesljivega človeka in Boštjan Koritnik se mu je izkazal kot zanesljiv človek za njega. Ne spoštuje zakonov, spoštuje pa očitno Zorana Jankovića in takega Janković rabi. Zato, če bo Boštjan Koritnik postal minister za javno upravo, mu bomo gledali pod prste. Zdaj pa naprej. Ne glede na vso zakonodajo, ki se krši, vsakemu normalnemu človeku zdrava pamet pove, da kanalizacije ne vlečeš čez vodnjak, iz katerega zajemaš vodo. A je res? Predstavljajte si, da imate doma vodnjak, ki ga že 130 let uporablja vaša družina, sedaj pa vi, zato da iz njega zajemate vodo in jo pijete. Zdaj mi pa povejte, kaj bi vam kdo rekel, da ste, če bi vi točno čez ta vodnjak napeljali vašo in sosedovo kanalizacijo. Ja, vsak normalen človek bi rekel, da ste nori. Če pa seveda to narediš nad javno kanalizacijo in ob tem zaslužiš, si pa poleg tega, da si nor, še pokvarjen. In to je Janković. Za svoje interese je pripravljen zastrupiti 300 000 ljudi v Ljubljani. Ampak tega mu ne bomo dovolili. Ne bomo dovolili, da bo čez to kanalizacijsko transportno cev vsak dan teklo 3 milijone litrov kanalizacijskih odplak. Mi si ne želimo piti vode obogatene s kanalizacijskimi odplakami. Tako jasno je to. Nobene politike, nobene ideologije, samo želja, neuklonljiva želja, da obranimo svoje zdravje in svoje življenje in zdravje in življenje svojih otrok in vnukov. Sedaj pa, drage prijateljice in prijatelji, vabim k besedi gostjo, ki smo jo lahko gledali na televiziji v nedeljo. Tino Bregan, dr. Tina Bregan, zdravnica in mestna svetnica.
Najlepša hvala. Zelo sem vesela, da na tak lep sončni dan pravzaprav piha veter. Upam, da bo to veter sprememb za vse nas. Tudi za to našo redko mestno oazo v Evropi, kjer lahko zaenkrat odlično vodo pijemo neposredno iz pipe. A to naravno bogastvo so nekateri očitno pripravljeni uničiti. Večkrat je bilo sicer izpostavljeno, da je C0 varna gradnja, a nedavna ujma je pokazala, koliko so te trditve na papirju v resnici vredne. Toliko kot razmetane cevi, ki jih je voda dvignila in dekonektirala. Nič. Tudi konstrukcijsko gledano opozarjajo številni okoljevarstveniki, inženirji, vodilni na državnem nivoju, mediji, mnogi drugi, a kljub številnim opozorilom se projekt izvaja dalje. Vodenje velikih cevi nekaj kilometrov daleč preko vodovarstvenega območja, po katerih bo tekla fekalna voda in odplake, je očitno za nekatere vodilne in tudi uradnike varno. Pred kratkim smo sicer lahko v medijih celo zasledili, da za gradnjo sploh ni vseh gradbenih dovoljenj. Zakaj bi sicer mestna občina Ljubljana pred tedni kljub večinsko že dokončanim delom zaprosila za izdajo gradbenega dovoljenja za del kanala? Ali gre morda za politiko fait accompli, izvršenih dejstev? Zanimivo je, da je MOL sicer pred kratkim vložil vlogo za gradbeno dovoljenje, po drugi strani pa ves čas zatrjuje v kamere, da je vse v redu z gradbenimi dovoljenji. Ali je morda celo možno, da se v mestni občini Ljubljana lahko začne gradnja celo brez vseh gradbenih dovoljenj? A lahko mi to poskusimo doma z gradnjo morda nove hiše, nove garaže ali morda celo stolpnice? Žal tudi, če bodo vsi postopki nekako stali na papirju in bo kljub dvomom s postopki vse v redu, nam ne bo to prav nič pomagalo, če bo ob naslednji vodni ujmi iz kanalov tekla kanalizacija, se razlivala preko vodonosnika in bomo pili zgolj še ustekleničeno vodo. V Sloveniji nimamo diamantov in nafte, imamo pa pitno vodo, ki je na dolgi rok dragocenejša, vitalnejša za preživetje. Jo bomo res prepustili na nemilost uradnikov, pravnih postopkov, kapitala? Kaj res ne zmoremo Slovenke in Slovenci, kot tudi uslužbenci uradov in uprave, zaščititi svoje pitne vode? Kaj res ne zmoremo zaščititi pitne vode pred eno samo osebo? Tega v Sloveniji ne znamo? Moramo. Moramo in zmoremo. Poleg tega še vedno ostajamo brez osebnih zdravnikov, brez zdravstvenih storitev, ki jih drago plačujemo. Župan zmanjšuje igralno površino za otroke v vrtcih iz predpisanih 4 kvadratnih metrov na 2 kvadratna metra. Otroci, zlasti malčki, potrebujejo prostor za igro v prostoru. Več prostora pomeni večjo svobodo gibanja, lažjo igro, manjšo možnost širjenja nalezljivih bolezni po prostoru, boljši razvoj za naše otroke. Vendar, dokler bomo imeli na vladi toliko časa bo očitno za otroke zagotovljeno še vedno manjše igralne površine, kot jih celo določajo normativi. Poleg tega se v Ljubljani gradi stanovanja, a gre večinoma za nadstandardna stanovanja, nedostopna mladim družinam. Zato očitno tudi presoja, da niti ni potrebe po dovolj velikih površinah in vrtcih za otroke. Kaj torej sporoča mestna občina Ljubljana in župan Ljubljančankam in Ljubljančanom? Je mesto še za nas, ki želimo imeti otroke? Ali postajamo nadstandardno mesto, mesto duhov, v katerem ni več prostora niti za mlade družine, niti za njihove otroke, niti za starejše? Slovenke in Slovenci smo zelo potrpežljivi.
Preden se mi podamo na ulice, traja. Nekdo nas mora res zelo razjeziti, da prevzamemo osebno iniciativo in da rečemo dovolj je. Morda nas mora celo udariti po žepu, vendar naj vodilni nemudoma pričnejo delati in sicer delati in delovati v prid nas, občanov in državljanov, ker je res dovolj. Ljudje občutimo, celo cerkev pravi in bije, da je dovolj. Je, dovolj je, čas je za evropsko mesto, čas je za evropsko državo, ne pa za neko divjo demokracijo, ki tega niti ne spoštuje. Mi občutimo, da imamo v denarnici vedno manj, živimo slabše kot prej, nimamo zdravnika, ne dobimo storitev v javnem zdravstvu, ki jih drago plačujemo, vzeti nam želijo pitno vodo. To vse za nas pomeni dovolj je. Ne damo več, ne damo več. Želimo živeti v demokratični, svobodni in pravni državi, kjer je prihodnost v otrocih in njihovem razigranem smehu in igri, kjer se je postarati dovoljeno v miru in ob spoštovanju modrosti, ki jo prenese starost in izkušnje. In zato sem danes vesela, da smo v takšnem številu, da smo se tukaj zbrali, tako kot je rekel naš veliki Prešeren, ker dobro v srcu mislimo. Naj piha veter, naj zapiha močneje in naj odnese to, kar nam krati naše pravice. Živeli! Hvala lepa! Dr. Tina Bregant. Tina je že omenila, da je Zoran Janković svojo veščino na prejšnji seji mestnega sveta najprej podražil vrtce za 15%. Na seji, ki bo danes, hoče enemu delu Ljubljane Črnučam odvzeti vrtec, ki je predviden s prostorskim načrtom. Kot veste, hoče Golob ukiniti brezplačen vrtec za drugega in naslednje otroke. Kot veste, hočeta Golob in Mesec zamrzniti usklajevanje z inflacijo vseh socialnih in družinskih prejemkov, med drugim tudi otroških dodatkov. Za otroke in družine ni denarja, otrokom in družinam hočejo vzeti vse. Je pa denar za njihove satelitske organizacije in pa za Šarčeve filme. In tega denarja je na desetine milijonov denarja za Šarčeve filme in satelitske organizacije sedanje vlade. To je krivica, to je nesprejemljivo in to je žalitev za našo prihodnost, ki so družine in otroci. Potem naprej, kot je že rekla Tina, Janković je na prejšnji seji svojo večino določil za otroke 2 kvadratna metra prostora v vrtcih. Priporočen standard je 4 kvadratne metre. In še ena grozljiva stvar. Kje se je Janković odločil šparati? Na otrocih s posebnimi potrebami. Otrokom s posebnimi potrebami. Otrokom s posebnimi potrebami in njihovim staršem je ukinil organiziran prevoz v šolo in iz šole. Ne samo, da se je spravil na otroke in družine, ampak med otroki in družinami se je spravil na najranljivejše in najbolj uboge in najbolj prizadete in tiste, ki življenje že najbolj tepe. Ne najdem besed, s katerimi bi izrazil to sramoto. In kot je vse seveda pri Zoranu Jankoviću,
nobene stvari ne pove tako, kot je. Vse zavija v take in drugačne besede, ki so sladke na prvi pogled, v resnici pa škodijo ljudem. In tako je tudi to, da je ukinil prevoz za otroke s posebnimi potrebami iz šole in v šolo, zavil v argumentacijo, da je pač propadel razpis, ki je bil namenjen temu, da se ta prevoz zagotovi. Zdaj pa poslušajte. Oni, se pravi na Mestni občini Ljubljana, so povedali, da so sprejeli po neuspelem razpisu odločitev, da ukinejo otrokom s posebnimi potrebami prevoz v šolo in iz šole, na predlog centra Janeza Levca, se pravi osrednje ljubljanske strokovne inštitucije, ki skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V svojem dopisu so odgovorili, da so jim iz šole centra Janeza Levca sporočili, da so po njihovem mnenju otroci zmožni, da uporabljajo javni potniški promet na poti v šolo in iz šole. Tisti, ki pozna kakšnega otroka s posebnimi potrebami, ve, da otroci s posebnimi potrebami v veliki večini niso sposobni samostojno uporabljati ljubljanskega potniškega prometa. Niso sposobni uporabljati morda nekateri mestnega potniškega prometa tudi v spremstvu staršev ne. So taki in drugačni. Vsi otroci so različni med seboj, ampak otroci s posebnimi potrebami so še posebej različni in vsak je različen na svoj način. Zato potrebujejo posebno in osebno obravnavo. In seveda sem bil zgrožen, ko so se sklicevali na strokovno inštitucijo, ki ne bi predlagala ukinitev prevoza za otroke s posebnimi potrebami. In sem pisal ravnatelju centra Janeza Levca in sem ga vprašal, če je to res. Ali navedbe iz tega pisma, ki sem ga prej nakratko povzel, držijo. In ravnatelj mi je odgovoril takole. Mnenje mojih kolegov iz svetovalne službe in kolegija centra Janeza Levca je, da bomo to, se pravi ukinitev prevoza za otroke s posebnimi potrebami v šolo in iz šole, izkoristili za učenje uvajanja učenca, veter malo nagaja, izkoristili za učenje uvajanja učenca na javni potniški promet. Saj smo prepričani, da je to veščina, ki lahko zelo vpliva na kakovost družine in učenca samega v prihodnosti. Naše izkušnje kažejo, da je večina učencev spremljevalcem ali brez zmožna uporabljati javni prevoz. Enako pa kažejo, da nekateri učenci kljub prilagoditvam ne bodo nikoli samostojno uporabljali javnega prevoza. V tem smislu, vsaj tako razumem, so tudi navedbe MOL v priloženem dopisu. Ne ravnatelj, ni tega napisano v dopisu MOL. V dopisu MOL, citiram, piše takole. Šola, vaša šola, centra Janeza Levca, je podala predlog, da se učence, ne nekatere, da se učence usmeri na redne linije mestnega potniškega prometa, saj je presodila, da so tega zmožni. Se pravi, šola, center Janez Levec, naj bi rekel občini, da naj preusmeri otroke s posebnimi potrebami na redne linije mestnega prometa, ker so presodili, da so tega zmožni. In zdaj, seveda, iz tega, kar mi je napisal ravnatelj, izhaja seveda, da to ni res. Mestna občina Ljubljana se je zlagala. Ravnatelj centra Janeza Levca ve, da nekateri otroci kljub vsem prilagoditvam in kljub spremstvu nikoli ne bodo sposobni uporabljati mestnega potniškega prometa. Tako da jaz pričakujem, tudi na podlagi te komunikacije, ki sem jo sedaj imel z ravnateljem centra Janeza Levca, da bo prepričal Zorana Jankovića, da se za vse otroke, ki to potrebujejo, ponovno uvede organiziran prevoz v šolo in iz šole. Otroci s posebnimi potrebami ne smejo biti žrtve varčevanja. No, in iz tega primera lahko še enkrat vidite,
da Zoranu Jankoviću na besedo ne moreš verjeti nič. Če reče, zunaj je dan, je skoraj gotovo noč. Predvsem pa moraš to preveriti. Sedaj pa vabim besedi znanega okoljevarstvenika Tomaža Ogrina, da nam predstavi nekaj novih dejstev v povezavi z kanalom C0. Hvala lepa, spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci. Zelo na kratko dve pomembni zadevi. Poplave so dokazale, da kanal na veliko pušča. In sicer je civilna iniciativa za pitno vodo posnela potok pitne vode v kanalu. Potok pitne vode, bistre pitne vode. Poplave niso ušle v kanal, to bi bila blatna voda, ampak je v kanal prišla pitna voda. To pomeni, da kanal že vgrajen na veliko pušča. Imamo posnetke o tem. Torej, dokaz je neizpodbiten in jaz upam, da ne bo ta kanal nikoli dobil obratovalnega dovoljenja. Druga pomembna zadeva je pa naslednja. Kot veste, je Slovenija dvignila stopnjo ogroženosti prejšnji teden za 1 stopnjo gor, na 3. stopnjo od 5 stopenj. Poklukar je dejal, da so bili po dvigu stopnje ogroženosti zavarovani vsi vitalni strateški objekti v državi in vsa kritična infrastruktura. Zdaj pa moramo povedati naslednje. Pitna voda za Ljubljano je kritična infrastruktura. Po zakonu o kritični infrastrukturi. Torej, kaj so naredili, da bi zavarovali to pitno vodo? Nič. Kanal ne sme biti tu skozi napeljan, tudi če bo not ostal, ne sme delovati, zaradi tega, ker je po Evropski direktivi o kritični infrastrukturi bil sprejet naš slovenski zakon o kritični infrastrukturi in sicer leta 2017, torej dovolj časa je bilo, da se uredi zadeva in izpelje na drugačen način. Ta drugačen način so strokovnjaki že objavili, tako rekoč, kanal ni potreben. Torej, kritična infrastruktura je tisto, kar moraš varovati. In 4 najpomembnejše kritične infrastrukture so elektrika, daljnovodi, napeljave elektrike, potem telekomunikacije, antene in pa pitna voda ter hrana. Torej, na visokem mestu je pitna voda in velja tudi po zakonu za mesta, ki imajo več kot 100.000 prebivalcev, je pitna voda kritična infrastruktura. Moram še to povedati, da smo o tem opozarjali predsednico države, vlado, pa tudi Evropsko komisijo. In čeprav je predsednica zahtevala, da se gradnja prekine, da se ugotovijo dejstva, pač naprej ni storila nobenega koraka. Mislim, da ima možnost kot predsednica države, ki ima čez tudi obrambne sile, da bi to storila. Obenem imamo svet za nacionalno varnost, ki bi moral ustaviti vsa dela in najti drugo rešitev za fekalije. Pa tudi ni tega storil. Nažalost je predsednik tega sveta za nacionalno varnost kar predsednik vlade, ki pa je tesno povezan z kanalom očitno oziroma z mestno občino Ljubljana. Na kratko, hvala lepa. Hvala lepa, magister Tomaž Ogrin.
Sedaj pa kar takoj, k besedi vabim kmeta, dolgoletnega borca za našo čisto pitno vodo in za našo človekovo pravico, ker človekova pravica je tudi pitna voda. Braneta Grada! Hvala lepa in lepo zdrav vsem skupaj. Vsi dobro veste, ki se bolj zanimate za ta C0 kanal, da imamo iz 15. in 16. leta presojo odločbo ARSA, da presojo vpliv na okolje ni potrebna, potem imamo pa od leta 20, ko so začeli z gradnjo kinete, ki jo ni bilo v gradbenem dovoljenju, da je pa zdaj pod presojo vplivov potrebna in potem je tudi direktorica direktorata v januarju oziroma v februarju letos gospa Tanja Bolte povedala, da brez presoje vplivov na okolje tukaj ni možna gradnja čez mestni tale mestno vodovarstveno območje. In prejšnji teden je potekalo to soočenje na upravnem sodišču v Ljubljani. Vmes je Ministrstvo za okolje in prostor naročilo na Mariborski pravni fakulteti mnenje in vsem tem skupaj je potekala na upravnem sodišču obravnava v upravnem sporu med mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo zaradi kanalizacijskega kanala C0. Občina je spor sprožila zato, ker je ministrstvo zavrnilo njeno zahtevo, naj po nadzorstveni pravici odpravi sklep Agencije Republike Slovenije za okolje iz leta 2020, da mora občina za vgradnjo armirano betonske kinete na delu trase kanala C0 pridobiti okoljevarstveno soglasje. Sodnica je zaključila dokazni postopek in bo izdala pisno sodbo. Občina je upravnemu sodišču predlagala, naj odpravi odločbo ministrstva. Pripomnila je celo, naj upravno sodišče postopka ne vrača v ponovno odločanje na ministrstvo, temveč naj kar samo razveljavi za mesto sporno odločitev Agencije za okolje iz leta 2020. Zagovornici mestne občine sta podali stališče, da bi ministrstvo moralo prisluhniti občini in razveljaviti sporni sklep Agencije za okolje, ker da je agencija v njem presodila po istih lastnostih posega kot v sklepu, ki ga je Agencija za kanal C0 izdala leta 2016. Takrat je agencija odločila drugače in sicer, da občini ni treba izvesti presoje vplivov na okolje za vgradnjo kanala C0. Naj dodam, da je tukaj 28.1.2016 magistra Inge Turk iz ARSA podala odločitev, da ni potrebno presoje vplivov na okolje za takrat veljavni nezahtevni objekt, kajti občina je šla v izdajo gradbenega dovoljenja z golfijo in zahtevala iz upravne enote Moste Polje, ker je bil potem gradbeno dovoljenje 2014 izdan, da gre za nezahteven gradbeni objekt. Potem, ko smo mi povedali, da po zakonu velja ta dimenzija za zahteva, je v juniju 2016 občina to odločitev spremenila. To pomeni, da tudi ta sklep ARSA iz leta 2016 ne velja. Leta 2016 vgradne kinete še ni bila načrtovana, a na občini so že večkrat poudarili, da vgradna kinete na dobrih 2000 metrov dolgem odseku ne predstavlja takšnega posega, ki bi terjal presojo vplivov na okolje. Poudarjajo namreč, da so kineto naknadno vključili v projekt kot dodatno zaščito na najbolj občutljivem delu trase kanalizacijskega kanala. Naj vam povem, da je ta kineta težka preko 7000 ton. Z temi nadzornimi jaški se približuje 7500 ton. Niti ena stavba, vključno z Ljubljanskim gradom, ni težka 7000 ton. In na vodovarstvenem področju naj ne bi rabili presoje vplivov na okolje. Potem v Evropi nikjer več ne rabimo presoje vplivov na okolje, ne samo v Sloveniji. Zdaj jaz sprašujem, za kakšno zaščito gre. Naš župan
Zoran Janković sploh ne ve, za kakšno zaščito gre, kajti to je potrdil v Objektivu Dnevnika 7. oktobra, kjer ga intervjuvala za nas gospa novinarka Vanja Brkić, ki je do zdaj v vseh teh letih napisala korektno največ člankov od vseh novinarjev v Ljubljani o C0 kanalu. Na tem intervjuju z naslovom Bojim se praznega mesta duhov župan izjavi: Kineto smo vgradili kot dodatno zaščito na najbolj občutljivem delu trase, če bi prišlo do potresa po predlogu Geološkega zavoda Slovenije. Gre za zavajanje, kajti Geološki zavod Slovenije ni predlagal vkopanih kinet. Geološki zavod Slovenije je samo predvideval, da bo prišlo do puščanja od 2 do 10 litrov sekundo na tem delu trase. Kinete so vgradili, da bi zadržalo to puščanje, on pa te kinete predstavlja kot protipotresno varnost. Te cevi in sistem cevi s kinetami ne zadoščajo potresnim standardom. Cevi same niso protipotresne. Dodatne betonske cevi s kinetami nimajo narejenih nobenih izračunov ali testirano. MOP je zahteval, da izračune zato MOL ne želi izvesti. MOL je zahteval te izračune, zato pa MOL ne želi izvesti presoje vplivov na okolje. Kineta pravzaprav ogrožajo cevi v primeru potresa, saj bi kinete razsekale ta plastičen cevovod oziroma ta drekovod kot neko slamo, slamoreznica slamo. Vendar, kot kaže se na ministrstvu zaključki, Višja državna svetnica pa je, ki je zastopala interese ministrstva, pa je poudarila, da pri sklepih Agencije za okolje iz leta 2016 in 2020 ni šlo za odločanje v istem dejanskem stanju. Za ministrstvo je pomembno, da je občina naknadno sklenila, da bo na krajšem odseku kanala C0 vgradila na drugačen način s kineto, kot je to načrtovala leta 2016, ampak ni bilo nikjer v gradbenem dovoljenju. Na ministrstvu vztrajajo pri stališču, da je vgradnja kanala s kineto poseg, ki bi lahko imel pomembne škodljive vplive na okolje. Mariborska pravna fakulteta je potem pripravila mnenje, za katero je to ministrstvo plačalo preko 30.000 evrov. In v tem pravnem mnenju je napisalo na začetku preambulo, da se to mnenje ne uporablja na sodišču, to zbralo, da je internega značaja. Ampak kljub temu je to ministrstvo vložilo na upravno sodišče. Ne vem zakaj, če se potem niso strinjali z njim. Ministrstvo je za razjasnitev vseh pravnih vprašanj okrog nujnosti presoje vplivov na okolje zaradi vgradnje kinete naročilo to pravno mnenje na Mariborski fakulteti, ki je bila zaključena do julija letos. Vložili so jo pa zadnji petek pred razpravo na sodišču. Vendar, kot kaže, se na ministrstvu zaključku tega mnenja ne strinjajo. Avtorji mnenja so namreč zapisali, da je Agencija za okolje leta 2020 odločila v isti zadevi kot leta 2016, a prišla do povsem drugačne odločitve. Dve identični odločbi ne morata učinkovati, zato je kasnejše treba odpraviti sveta, še zlasti, ker so bila na podlagi prvega sklepa že izdana pravnomočna gradbena dovoljenja, ki jim ni mogoče očitati nezakonitosti in pridobljene pravice strank. So izpostavili na pravni fakulteti in poudarili, da je bila odločitev Agencije za okolje iz leta 2016 pravnomočna. Toda naš odvetnik Klemen Golob, ki nas zastopa, pa je pojasnil, da je lansko leto junija v imenu svoje stranke vložil pritožbo na sklep Agencije z 2016 po redni poti in da torej omenjeni sklep še ni pravnomočen. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pritožbo sicer zavrglo v začetku letošnjega septembra, ker je to storilo s pojasnilom, da je Agencija za okolje že leta 2020 naknadno izdala sklep, da je presoja vplivov na okolje potrebna, da se torej s tem pravice pritožnice varovane. To se pravi, potrebna je
presojo vplivov na okolje. Tudi stranka Vesna, v kateri je Jasminka Dedič kot mestna svetnica, izpodbija veljavnost vodnega soglasja za omenjeni projekt iz 2013 in 3 gradbenih dovoljenj, ki jih v preteklih letih ljubljanska upravna enota izdala za gradnjo kanala C0. Naj vas spomnim, da je naš župan letos vsaj v 2 tiskovnih konferencah, ki jih ima v torkih dopoldne povedal in se naprej opravičeval vsem Ljubljančanom, da bo v septembru velika gneča v Ljubljani, ker morajo začeti kopati 100 ulic. Zdaj smo mi že konec oktobra ni začel kopati niti ene ulice. Naj končno začne graditi kanalizacijo po mestu Ljubljani in po Stanišičah, vodovarstveno področje pa ne pusti na miru. Hvala lepa. Hvala lepa. Brane Grad, kmet in dolgoletni borec za čisto pitno vodo. Naš shod se približuje koncu. Dovolite, da se zahvalim Nova 24 TV, ki brani čast novinarjev in medijev v Sloveniji in prenaša ključen dogodek današnjega dneva v Sloveniji. Branimo vodo za 300 000 ljudi. Hvala Nova 24 TV. Naslednji shod bo 20. novembra. Dajte napisati na koledar, da ne boste pozabili. Se pravi, 20. november ob 2:30 na istem znanem kraju pred ljubljansko mestno hišo. Zdaj pa vsem želim srečno pot domov, jaz pa grem v mestni svet, da se borim naprej. Hvala vam lepa in se vidimo 20. novembra. Srečno!